kličemo naravne sile, zraven palčke dobre vile, floro, fauno in ljudi, združimo vse moči, zrak pošteno prevetrite, gas kisikom osvežite in očistite nebo, da bo zdrav drž sprav zemljo. Kličemo naravne sile, slavem palčke dobre vile, floro, fauno in ljudi, združimo vse moči, zemlja naj se obnovi, seme hitro naj kali, bujno raste in cveti, in Boga dobrodi. Kličemo naravne sile, zraven palčke dobre vile, floro, fauno in ljudi, združimo vse moči, vode naj se precedijo, in svet bistre žuborijo, naj se sklene živi krog, za prihodnji rod otrok. Kličemo naravne sile, zraven palčke dobre vile, floro, fauno in ljudi, združimo vse moči. Kličemo naravne sile, zraven palčke dobre vile, floro, fauno in ljudi, združimo vse moči. Kličemo naravne sile, kličemo naravne sile, Dober večer, drage gledalke in gledalci prek televizijskimi zasloni in poslušalke in poslušalci, ki nas spremljate prek radia. Dober večer, drago občinstvo tukaj v dvorani v Renčah. Spoštovani predsednik Republike Slovenije, visoki gostje, prostovoljci in predstavniki vseh institucij, ki ste letošnje poletje na različne načine pomagali pri reševanju, gašenju požara na Krasu. Vaša gostitelja sva Martina Arčon in Boštjan Romih, z nami pa bodo pevke in pevci, glasbeniki iz Primorske in drugih koncev Slovenije, ki bodo združili glasove v dober namen, da se odprejo srca tistih, ki ste pripravljeni pomagati hudo ranjenemu Krasu. Po največjem požaru v zgodovini Slovenije, ko se šele kažejo prave razsežnosti škode, so združili moči v 3 najbolj prizadetih občinah. Vaša pomoč in podpora sta najbolj dobrodošli prav tukaj v središču tragedije in pogorišča v občinah Miren, Kostanjevica, Renče, Vogrsko in Komen. S premišljenimi in odločnimi koraki stopamo torej na dolgoletno pot obnove pogorelega Krasa. In današnji večer je eden izmed temeljev, s katerimi bo Kras ponovno ožival. Akcija nosi naslov Skupaj za Kras. Naj gorijo srca, ne narava. In nas spominja, da je Kras pravzaprav od vseh nas. Upam si trditi, da ga imamo vsi Slovenci za svojega, predvsem zaradi lepot in doživetij, ki nam jih nudijo tukajšnja narava, kultura in kulinarika. Osrednji namen
Naše frekvence so jasne, a ne? Torej, osrednji namen nocojšnjega dobrodelnega koncerta je zbrati sredstva, da se bo obnova Krasa začela kmalu in na pravi način. Da bo Kras v nekaj letih spet zelen in poln življenja, po možnosti tak, kot je bil pred stoletji in pred katastrofami. Kako torej pomagati? Sredstva lahko na najbolj enostaven način in predvsem po svojih zmožnostih prispevate tako, da pokličete na telefonski številki 080 33 34 in 01 473 9878. Pošljete lahko tudi SMS Kras 5 ali Kras 10. S tem boste darovali 5 ali 10 evrov. Številka 1919. Tu je še namensko nakazilo na račun fundacije Vrabček upanja, odprta pa je tudi dražba 3x2v.skupajzakras.si. A do tja še pridemo. V čast nam je, da je danes z nami tudi predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, ki je dvakrat obiskal Kras in v začetku septembra priredil poseben sprejem v znak hvaležnosti gasilcem, predstavnikom vodstva intervencij ter srčnim posameznikom in prostovoljcem, ki so v tem letu sodelovali pri gašenju največjih požarov v zgodovini Republike Slovenije. Junakinjam in junakom je podelil tudi priznanje Jabolko navdiha. Predsednik Republike Slovenije, gospod Borut Pahor, vljudno vabljeni k besedi. Spoštovani gospodje župani, gospa podpredsednica vlade in oba ministra, drugi visoki gostje, gospe in gospodje. Kras, ta naš ljubi Kras, je del naše čudovite naravne dediščine. Storiti moramo in storili bomo vse, da ga zavarujemo. Naša stalna skrb za gozdove na celotnem območju naše Slovenije pa je pomembna tudi zato, da vzdržujemo sicer naše naravno in gospodarsko bogastvo za nas in zlasti za naše otroke in njih otroke. Pri zadnjem požaru se je še enkrat izkazalo, da bo potrebno narediti več tudi za zaščito in dostopnost gozdov takrat, ko v njih pride do požarov. Skupaj z vami sem zelo zadovoljen, da so v pripravi načrti za sanacijo. Imamo ustanove za veliko znanja, izkušenj in predanih strokovnjakov in njihovih sodelavcev. V skladu z njihovimi usmeritvami in njihovim vodstvom moramo torej narediti vse za to, da v najkrajšem možnem času začnemo z intenzivnimi aktivnostmi. Vsak od nas lahko na svoj način prispeva bodisi s prostovoljnim delom ali z drugimi načini v skladu z usmeritvami stroke. Tudi pri tem moramo strniti vrste in pomagati pri obnovi tega čudovitega Krasa in, kot rečeno, tudi sicer skrbeti za naše naravno bogastvo. Tudi danes na tej priložnosti, ob tej prireditvi, pozivamo vse pristojne državne organe, da v sodelovanju z lokalnimi skupnostmi in vsemi, ki bi lahko pripomogli z znanimi sredstvi, premislijo o tem, kaj lahko naredimo za zmanjšanje tveganj, ki jih predstavljajo tudi neeksplodirana ubojna sredstva, ki so delo pristojnih v požaru zelo oteževala. To smo lahko spremljali vsak dan. Na koncu se je izkazalo, da je samo v času gašenja bilo zbranega okoli 2100 kg teh ubojnih sredstev. Vsem skupaj, ki so pri požaru tako ali drugače sodelovali, se ob tej priložnosti vnovič zahvaljujem. Izkoriščam na koncu priložnost, da v svojem imenu, upam pa si reči tudi v imenu vseh tistih ljudi, ki jih danes tukaj ni, izrazim občudovanje najprej vsem tistim, ki so svojim strokovnim, predanim in prostovoljnim delom pogasili požar in zavarovali premoženje tukaj Krašovk in Krašovcev in vseh ljudi tot okoli. Potem bi rad povedal, da je ne samo mene, ampak tako rekoč celo Slovenijo ganila pozornost tukaj ljudi, ki so se tem gasilcem in tistim, ki so pomagali, zares iskreno zahvalili. In na koncu
ta veriga dobrote in solidarnosti ostaja nepretrgana. Danes smo se tukaj izbrali zato, da nadaljujemo z našimi prispevki, s tistim, kar lahko vsak od nas naredi za to, da Krasu vrnemo njegovo čudovito podobo, kot smo jo lahko občudovali pred požarom. V prepričanju, da ta veriga dobrote in solidarnosti nikoli v naši skupnosti ne bo pretrgana, se vam zahvaljujem, to je navdihujoče in nam želim vsem skupaj pri tem veliko sreče in tudi nekega osebnega zadoščenja. Čestitke vsem in lep večer. Najlepša hvala, gospod predsednik, in zdaj se selimo k osrednjim zvezdam tega večera in to ste v resnici vsi vi, ki nas gledate ali poslušate in ki kličete ter po svojih močeh kakorkoli že pomagate. Hvaležni, da lahko skupaj pomagamo, se zdaj selimo v klicni center, odkoder se oglaša kolegica Ana Tavčar. Dober večer vsem, dober večer, drage gledalke, dragi gledalci. Tako sem hvaležna, da sem tukaj skupaj z vami, tudi zato, ker sem na Krasu doma, ker sem v Kras zaljubljena od zmeraj in ker pravzaprav tako zelo cenim, občudujem, razumem to unikatnost in edinstvenost Krasa, ne le pri nas v svetovnem merilu in njegovo čudovito podobo, kot je predsednik lepo povedal. In nisem edina, ne nazadnje je tukaj z menoj več kot 130 prostovoljk in prostovoljcev, ki, kot vidite in slišite, z veliko hvaležnostjo in veseljem sprejemajo vaše klice in vaše donacije. Tu so odlična podjetja, društva, mladi gimnazijci, tu je Slovenska vojska, gasilci, lovci, tukaj smo vsi danes skupaj združeni za obnovo Krasa. In ob meni je že gasilec, gospod Tihomil Pahor, ki je poveljnik prostovoljnega gasilnega društva Kostanjevica na Krasu, ki je bil v najtežjih trenutkih, skupaj s kolegi seveda, v tem neposrednem boju z ognjem. Povejte nam, gospod Pahor, vi ste seveda opravili izjemno delo, ta čas, ko smo vsi trepetali, ne samo za naravo, tudi za življenja, in ste nas rešili. In delo je opravljeno je izjemno, požar ste pogasili, ampak povejte nam, kaj je tisto, kaj moramo storiti od tega trenutka naprej? Ja, storiti. Najprej bi izrabil to priložnost in se bi zahvalil vsem sodelujočim oziroma vsem, ki so bili kako pomagali pri požaru in seveda lokalni skupnosti za vso podporo. Storiti pa je treba to, kot vemo, je treba nabaviti opremo, ki se je poškodovala in to je ni malo. Zato se še enkrat zahvaljujem vsem donatorjem, ki so donirali sredstva na naše društvo. Tukaj pa smo zbrani danes in danes je čas za obnovo pogorjenega Krasa, preljubega Krasa in zato bi prosil, da čim bolj pomagate. Hvala in sem prepričana, da bomo stopili skupaj za, tako lepo ste rekli, preljubi Kras. Izjemno smo hvaležni za vse vaše donacije, telefonske številke so na vaših zaslonih in imam že podatek in ta je izjemen. O zbrani številki z veseljem sporočam, da smo že do tega trenutka presegli prag 100.000 evrov. Hvala iz srca. Nek novi svet, kjer je brez napak,
v katerem bo premagala sivi mrak. Šla je plezat pod obok neba, našla svoj gib v kapljicah dežja. Bosa v vetru kot začarana, nikdar se ni ozrla nazaj. Čas zlil se je z vodo, za njim je ostala mokra sled. V dežju je našla svobodo kot v snu. Pozabila na ves svet, izgibi riše v zrak. Nek novi svet, kjer je brez napak, v katerem bo premagala sivi mrak. Šla je plezat pod obok neba, našla svoj gib v kapljicah dežja. Bosa v vetru kot začarana, nikdar se ni ozrla nazaj. Ne zanima je, kaj bodo rekli ljudje, ona je tu in zdaj, kamor hoče tja gre. Pa ubira korak mimo praznih izložb, riše zgibi v zrak slike novih podob. Šla je plezat pod obok neba, našla svoj gib v kapljicah dežja. Bosa v vetru kot začarana, nikdar se ni ozrla nazaj, ozrla nazaj. Risala je nek novi svet. Današnji koncert je seveda tudi velika zahvala požrtvovalnim, prostovoljnim in poklicnim gasilcem, civilni zaščiti, vojski, policiji, reševalcem, nujni medicinski pomoči, Rdečemu križu, gozdarjem, lovcem, domačinom, sekačem in vsem drugim srčnim prostovoljcem, ki so se 17 dni vsak na svoj način borili z ognjenimi zublji. In v tistih ključnih dneh je bila še kako pomembna podpora, ki je roko na srce prihajala od vsepovsod. In še enkrat hvala vam za to. Kar nekaj predstavnikov vlade se je tudi zvrstilo na Krasu, med njimi tudi predsednik vlade dr. Robert Golob. Morava povedati, da se je zelo veselil nocojšnjega koncerta, ampak je na žalost nujno zadržan, zato pa je za to priložnost pripravil kratko izjavo. Spoštovani Krašovci, drage Krašovke, prijatelji in vsi zbrani. Zelo sem si želel, da bi bil nocoj z vami, a sem žal moral na službeno pot v tujino. Zato vas bom danes nagovoril kar preko posnetka. Julija smo se na tem območju v vaši občini srečali in bojevali z najhujšim požarom v zgodovini Slovenije. Ta požar je sicer prinesel ogromno škodo, ampak hkrati nas je naučil, kako pomembna je solidarnost. S tem požarom se je bojevalo 15.000 gasilcev in 4.500 ostalih pripadnikov enot iz cele Slovenije, poklicnih in ogromno prostovoljnih. Solidarnost, ki jo je cela Slovenija takrat pokazala s Krasom in vsemi občinami, tudi občino Miren Kostanjevica, je neprecenljiva. In ravno zato
bi rad danes ponovno izrazil svojo osebno zahvalo in zahvalo v imenu Vlade Republike Slovenije vsem vam, ki ste takrat tako nesebično preskočili na pomoč in kljub temu, da je požar zajel 3700 hektarjev površine, poskrbeli za to, da ni bil ogrožen noben stanovanjski objekt, da je bila škoda minimalna in predvsem nobene žrtve. Jaz mislim, da kaj takega, to je tak podvig, da ne samo, da je bil požar najhujši, je tudi podvig največji in zato sem vam tudi osebno izjemno hvaležen. Hvala. Hvala predsedniku vlade. Lahko rečemo, da je Kras ponovno povezal ljudi. Kljub veliki tragediji in nepredstavljivi škodi, ki je nastala na naravi, smo se ponovno izkazali kot skupnost dobro mislečih ljudi, ki smo pripravljeni priskočiti in smo pripravljeni pomagati. Danes zbiramo denar za ponovno ozelenitev Kraške pokrajine, za obnovo ekosistema in tudi zato, da se bomo med kraške griče polne življenja, bogatih okusov in lepih razgledov lahko in radi vračali. Vdahnimo mu torej nazaj dušo vsi, ki imamo to možnost, tudi s pomočjo izvrstnih slovenskih glasbenikov. Ko mene več ne bo, bo vse tako kot zdaj. In zemlja in nebo, bo pekel in bo raj, ko mene več ne bo. Ko mene več ne bo, glasba še igrala, nekdo ti bo pripeval in ti se boš smejala, ko mene več ne bo. Izmišljeni beseda nekakšnega poeta, ki sredi morja čustev spregleda svoja leta in sploh ne veš, da mi dva sva vse to že imela, da sva v drugačnih časih še opet doživela. Le malo bolj počasi, po dolgem in počez, le malo bolj na skrito in malo bolj zares, ko mene več ne bo. Smeh otrok ostal in našel se bo kdo, ki te bo še poznal, ko mene več ne bo. Morda te vprašam zame, ker hodim zadnje čase, če sem se res premenil in sem zaljubljen vase, pa mutno ve, da mi dva sva to že živela, da sva po drugačnih časih še to ne živela. Le malo bolj počasi, po dolgem in počez, le malo bolj na skrito in malo bolj zares,
bo se še vedno isto. Te hiše in dvorišča, ti parki in igrišča, ko mene več ne bo. Ko mene več ne bo. Človeku se zazdi, kot bi Kosovelova Brinjevka nosila pesem od vasi do vasi po celotni kraški planoti. Brez skrbi, gospe in gospodje, še bomo peli in prepričana sem tudi pomagali. Številki za vse, ki želite pomagati, sta 080 33 34 ter 01 473 9878 in tu je še SMS na 1919, brez presledka zapišete Kras 5 ali Kras 10. Na oder pa zdajle prihaja gospod Sebastian Kozar, ki je bil v najbolj ključnih trenutkih vodja operativnih sil in desna roka vodje intervencije gospoda Simona Vendramina. Prosim, gospod Kozar, dober večer voščimo. Dober večer z moje strani. Dober večer. Lahko rečemo, da ste opravljali eno najbolj odgovornih nalog v času trajanja požara. Kot smo dejali, ste bili vodja operativnih sil. Pa me zanima, odločitve je bilo potrebno sprejemati hipno in zelo odgovorno. Pa se kdaj podvomili v to, da ravnate prav? Ja, če bi to zanikal, sigurno bi se lagali. Tako. Na momente smo morali odločati o življenju in smrti, bom rekel. Ne. Izredne razmere na Krasu, ta ognjena pošast, smo rekli, neubojna sredstva, neeksplozivna ubojna sredstva, pa zahtevnost terena ne narekovala tempo, ker smo mogli na momente hitro odločati. Ne. V smislu evakuacije ljudi, tudi odmik gasilcev, gasilskih sil iz terena, v bran naselji in vasi, tako da so bile kar dosti hitre in odločne poteze. Takrat, ko je bilo najhuje, ko je bilo časa za spanje, za počitek res čisto malo, koliko vam je sploh ostalo za to, da ste si lahko vmes kaj oddahnili in a ste sploh lahko vmes zares odklopili? Moram priznati, da smo cele dneve bili gor na Krasu vpeti v to. Čas smo imeli za počitek malo, ne. Ko sem prišel domov po celem dnevu, se je že pletla, kaj bo strategija za naslednji dan, kako bomo te ognjene zublje dejansko pogasili. Tako da spanja tiste dni ni bilo. Sebastian, kako pa vi zdaj gledate na tole ogromno razdejanje, ki je ostalo po požaru? Ja, naj povzemem besede našega Simona Vendramina, vodje te intervencije, ne, da se je ta stvar zapisala v zgodovino Slovenije kot s črnimi in tudi zlatimi črkami. Ne. S črnimi, glede na situacijo, ki je ostala za nami, bom rekel, na Krasu, v naravi, in zlatimi pa, ko smo se dejansko povezali, solidarni, prostovoljni, in to je vse zbudilo med vsemi, od gasilca pa do, lahko rečem, zadnjega občana. In zato Točno tako. In zato se vam zahvaljujemo za vaše res izjemno delo, vam, vašim kolegom in ja, verjetno ste slišali, morda pa tudi ne in boste zdaj to nocoj, da ste vzor mnogim. Otroci na Krasu bi menda radi vsi po vrsti postali gasilci.
Ja, če je to res, sem izredno vesel. Ne. Vrata gasilskih domov širom Slovenije so na široko odprta vsem, tako mladim oziroma tudi manj mladim. Pohvalno, Državljanom. hvala lepa še enkrat. Najlepša hvala za tale pogovor. Ampak kot rečeno, hvala lepa, ampak kljub temu upamo, da mladim česa takega vendarle ne bo potrebno ponovno doživeti. Ana Tavčar pa ima zdajle ob sebi dva prav posebna gosta. Ana, izvoli. Tako je, ob meni sta že košarkar Zoran Dragič in kasneje se pridruži še industrijski oblikovalec Oskar Kogoj. Oba sta se odzvala na povabilo in za dražbo podarila košarkarski dres in skulpturo venetskega konja. Ampak preden nadaljujem, imam čudovito novico in sicer novico o rekordni donaciji do tega trenutka. Namreč podjetje BTC Ljubljana je nakazalo 20 000 evrov za obnovo Krasa. Hvala iz srca. In kot rečeno, Zoran Dragič, ki je tukaj z menoj, Zoran se pravzaprav zelo pogosto odzove, takrat, ko gre za dobrodelnost in verjamem, Zoran, da je pravzaprav več prošenj kot možnosti, da pridete danes predstavljate glas celotne slovenske košarkarske reprezentance. Vsi so podpisani na dresu. Najbrž odločitev ni bila težka. Ne, vsekakor, da ne. Ko me je Telemach poklical in mi povedal to zgodbo, zakaj gre, sem bil takoj za. Pač, kot vemo, Slovenija zmeri skupaj stopi, tako da tako kot navijači navijajo za nas, tudi mi športniki hočemo pomagati ljudem v stiskih in jaz upam, da bo ta dres pomagal na dražbi za naš Kras. Bo, sem prepričana. Hvala Zoranu Dragiču, hvala vsem košarkarjem in tu je že naslednji gost, Oskar Kogoj, ki je prav tako se odzval in poklanja simbol venetskega konja, ki je po svetu zelo poznan in postavljen marsikje. Kako to, zakaj, gospod Kogoj? Venetski konj je biser ali pa diamant slovenskega naroda, prastare zgodovine in tudi Krasa. Iz njega izhaja lipicanski konj, ki se je razvil kot eden najbolj plemenitih konjev. Rodi se črn in postane bel, simbol Boga. Transformacija človeka je bistvo vsega. Zato moramo Krasu pomagati, tudi postaviti kakšen hrast kraški. Mislim, da ne bi mogli lepše tega povedati. Hvala vam. Do zdaj smo zbrali že krepko več kot 100 000 evrov in upajmo, da tako tudi naprej za čudovit Kras. Z bližnjega zvonika se zari mrak umika, ona tiho vstaja. Dolgo že to pot poznam in trudna vztraja. Istrske vasice in skalnate police si je runa v pozdrav. Pašniki cvetočih trav in mladolice, od jutra pa vse do temne noči zaljubljena naša oblika. Še spet čakam, da tu boš z menoj doma. Le kdo je ne pozna, tu v Istri je doma Šavrika moja. Povejte ji, da samo njo zvesto ljubi. V sanjah je z menoj moj svet in moj spokoj, Šavrika moja. Ti angeli povej, da imam jo rad. Živi v tej dolini, še na njo so spomini, vidim jo v stezici, vidim jo kako hiti, tiho v oslici.
več krušarice, ne pridnih rok verice, kruh več ne zadiši. Skriv beton je poti, le njena vstaja. Od jutra vse do temne noči, zaljubljena. Šaurika, še spet čakam, da tu boš z menoj doma. Le kdo je ne pozna, tu v Istri je doma, Šaurika moja. Povejte ji, da samo njo zvezdo ljubim. V sanjah je z menoj, moj svet in moj spokoj, Šaurika moja. Ti angeli povej, da imam jo rad. Le kdo je ne pozna, tu v Istri je doma, Šaurika moja. Povejte ji, da samo njo zvezdo ljubim. V sanjah je z menoj, moj svet in moj spokoj, Šaurika moja. Ti angeli povej, da imam jo rad. Ti angeli povej, da imam jo rad. Zrak bo tak, kot ti želiš, usmeri svoj korak. Kar je v glavi, to dobiš, svetlobo ali mrak. Pa naj drugi ne odločajo, kako boš barval dan. In zvezde ne določajo, kdaj boš nasmejan. Spusti lepe misli v srce, pogubne misli pod stopala. Tale svet je star slepar, življenje pa je bliz. Daj ljubezni svoje ime, sreča te bo prepoznala. Ko boš šel za pravo stvar, do roba in še čez. Vedno, ko premagaš strah, smeji nazaj poglej. In otrisi s čevljev prah, potem pa le naprej. In ko znova prideš do križišč, izberi težjo pot. Ker na laži si, lažni bliž, a pelje v brezno znov. Spusti lepe misli v srce, pogumne dihu pod stopala. Tale svet je star slepar, življenje pa je bliz. Daj ljubezni svoje ime in sreča te bo prepoznala. Ko boš šel za pravo stvar, do roba in še čez. Ni problemov, ni ovir, izzivi pa so strast. Ko boš našel v sebi mir, lovil jih boš v past. In ko razumel boš vso norost, ki jo ponuja svet, boš otrok in boš imel modrost z tistih rosnih let. Spusti lepe misli v srce, pogumne ritme pod stopala. Tale svet je star slepar, življenje pa je ples. Daj ljubezni svoje ime in sreča te bo prepoznala. Ko boš šel za pravo stvar, do roba in še
iskrenimi ljudmi se nikoli ne zgodi, da zmaga laž. Pri vseh drugih pa velja, da je nekaj slabega, če preveč priznaš. In odkar ta svet stoji, so na njem živeli ti in ti. Človek bližnjega spozna, ko ga ta enkrat izda, do takrat pa malo veš. Med iskrenimi ljudmi so preproste vse reči, kot jasen dan. Se pa najde marsikdo, ki se zdi mu prepusto, če je svetu bran. In če misliš tudi ti, da je dolg čas brez laži, pojdi raje z njo. Naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudi. Med iskrenimi ljudmi so preproste vse reči, kot jasen dan. Se pa najde marsikdo, ki se zdi mu prepusto, če je svetu bran. In če misliš tudi ti, da je dolg čas brez laži, pojdi raje z njo. Naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudi. Naj se z dnevom jutrišnjim med iskrenimi ljudmi zbudi. Pa misliš, Boštjan, da so med iskrenimi ljudmi res tako zelo preproste vse reči? Ja, iskrenost in resnica včasih stvari zakomplicirata, ne? Ampak na koncu, ja, iskrenost in resnica tudi stvari zapakirata tako, kot je treba in poenostavita. Ali pa tako, kot pravi češki pregovor, vedno povej resnico, ampak glej, kam boš bežal. In zdajle, hvala lepa. Bo Boštjan, upam, da povedal resnico, kako je spremljal tale požar na Krasu, predvsem pa, kaj se te je najbolj dotaknilo? A veš, če se jaz najprej spomnim tistih obrazov, teh tako resnično izmučenih, potrtih in zgaranih obrazov ljudi, ki niso šli v resničnostni šov po 5 minut slave, ampak so res prodajali svojo kožo na račun tega, da zaščitijo nas, druge, naravo in prebivalce. Torej, ti obrazi so mi najbolj ostali pred očmi. Ker tam je bila čista resnica, kot da so šli na vojsko. Res je. Kaj pa ti, Martina, ti si tudi povezana s Krasom. Povej nam, kako? A si domačinka, nosiš Kras na posebnem mestu, ne? Absolutno. Ja, polkrašovka sem, če sem iskrena. Podedovala sem tudi kraško trmo, ja, tako pač je. Ampak res, Kras nosim v srcu. Zato, ker na Kras vedno rada prihajam. Bodi si peš, bodi si s kolesom,
ali družinski izleti in zato je Kras res v mojem srcu na posebnem mestu. No in danes smo tu. Danes smo tu, da bodo Kras in njegovi ljudje nazaj dobili vse, kar je bilo oduzeto, kar je izginilo v ognju. Ampak že narava sama nas vzpodbuja. Na pogoriščih smo septembra med snežno-belimi kamni in črno ožganimi bori videli, kako počasi a vztrajno iz tal bode tudi zeleni ruj. In danes je te črno-belo-zelene podobe že več. Na plan lahko rečemo kuka življenje. Z vašimi prispevki, drage gledalke in gledalci, poslušalke in poslušalci, bomo naravi pomagali do ponovnega sijaja, do ponovne lepote, takšne, kot smo je bili vajeni. Če slučajno že imamo novo številko, koliko smo zbrali do 140 000 smo do zdaj že zbrali. Najlepša hvala vsem, ki kličete v naš klicni center oziroma pomagate na kakršenkoli že način. Hvala vsem, ki odpirate srca na ta večer. Ne pozabite, poti do pomoči je več. SMS na 1919, Kras 5 ali Kras 10, skupaj napisano, ali pa klic na 080 33 34 ali pa 01 473 9878. In tu je še namensko nakazilo prek spletne strani Fundacije Vrabček upanja ali 3x2 skupaj za kras.si, kjer poteka dobrodelna dražba. Hvala vsem, hvala iz srca, ker pomagate. In hvala našim izvrstnim slovenskim glasbenikom, ki nocoj pojejo za Kras. Mestom spi, a se pretvarjam, da je ni. Kot slika brez okvirja, kot duša iz papirja, to noč mene ne boli. Praviš, da ti je hudo, da žal ti je, ljubiš njo. A zdaj so me zlomile, kot nož srce zarile, besede tvoje za v slovo. Sreča vas je spet čez 20 let, oči si bova zrla brez besed. Življenje žal prepozno bo. Praviš, da ti je hudo, da žal ti je, ljubiš njo. A zdaj so me zlomile, kot nož srce zarile, besede tvoje za v slovo. Sreča vas je spet čez 20 let, oči si bova zrla brez besed. Življenje mimo naju bo odšlo, a nama bo hudo, a žal prepozno bo. Sreča vas je spet čez 20 let, oči si bova zrla brez besed. Življenje mimo naju bo odšlo, a nama bo hudo,
misli. Ne ni treba, da me zbuja, naj pri miru me pusti. Ni me sram, da sem jokala, a ne bom nikdar priznala, da še vedno zate zbujam se. Žal prepozno bo. Čudovit je moj nov svet, potiho se skrijem van, nikogar ni. Lahko sem tiho in samo strmim, tudi to si sama dovolim. Se zunaj že da ni, da še vedno ni, v stari zgodbi si ostal. Tisto tvoj je svet in ne pridi z mano, lažje je, tu nikogar ni, da govorila bi. Pridi, tu se lažje živi, tu nikogar ni, ki bi kradel ti spomini. Lepe misli so na poletje najin prvi sen. Ti le pridi, tu glasba govori. Čudovit je moj nov svet, ko zatisnem oči in vidim, kar želim. Veter piha mi skozi lase, samo nasmiham se, ko harmonija gre. Se zunaj že da ni in te še vedno ni, v stari zgodbi si ostal. In tisto tvoj je svet in ne in pridi z mano, lažje je, tu nikogar ni, da govorila bi. Pridi, tu se lažje živi, tu nikogar ni, ki bi kradel ti spomini. Lepe misli so na poletje najin prvi sen. Ti le pridi, tu glasba govori. Najlepša hvala. Skupaj za Kras. Čau. In pomenljive so tele skladbe, ki jih poslušamo. Nuša Derenda čez 20 let. Čez 20 let bo zagotovo na Krasu veliko novih dreves, takih, ki jih bomo posadili tudi s pomočjo današnjega večera, z zbranimi sredstvi
in z vašo pomočjo. Ali pa čudovit je ta svet, kot je pravkar prepevala Lea Sirk. Ob tem ne smemo pozabiti, da ta naš svet, gospe in gospodje, ustvarjamo skupaj. Sredstva, ki jih bomo zbrali na koncertu danes, bodo namenjena pogozdovanju, vzgoji avtohtonih sadik listavcev, ki so bili Krasu lastni pred opustošenji. Pred nami je sanacija 2900 hektarjev uničenih gozdov, ki so bili del požganega območja. Kot vemo, je pogorelo 3600 hektarjev. Res je, Boštjan, kar bo zdaj le zagotovo potrdil tudi naš naslednji sogovornik. Na oder vabim gospoda Boštjana Košička iz Zavoda za gozdove Republike Slovenije, območne enote Sežana. Dober večer. Gospod Košiček, že v času požara ste dejali, da en tak požar potisne gozd nazaj za nekaj desetletij, celo na začetek. Pravzaprav so to strašne besede. Kolikšna je trenutno ocenjena škoda? Ja, škoda je zelo velika. Se pravi, tam, kjer je popolnoma mrtev gozd, tam smo res šli na začetek in je nepredstavljiva škoda. Zdaj, škoda v sredstvih je bila ocenjena na slabih 25 milijonov v gozdu, samo v gozdu. Tako da, ja, velika škoda tako v vseh pogledih. Pri obnovi bo treba upoštevati veliko faktorov, klimatske razmere, želje domačinov, stroko. Kako se nameravate s tem spopasti? To je velika odgovornost. Ja, skupaj moramo. Se pravi, stroka, lastniki, vsa javnost, kot danes, vsi zainteresirani, moramo pomagati, se pravi, da bomo uspeli v vrnitvi neke narave nazaj na Kras, gozda tudi. Pa vas lahko vprašam, kakšen bo Kras čez 100 let? Upam, da s pomočjo nas vseh, ki smo danes tukaj zbrani in ki pomagamo. Ja, upajmo, da bo narava prišla nazaj, da jo bomo obvarovali pred nadaljnimi požari in drugimi ujmami in narava, kot smo jo poznali. Pred 100 leti ni bilo gozda v tem prostoru, narava je bila čisto drugačna in se pravi pred požarom in zdaj upajmo, da bomo prišli vsaj na tako stanje, kot smo ga. In da bo lahko spet Kosovelova Brinjevka priletela nazaj na Kras. V to vsi verjamemo, ne? Ja, Brinjevka. Kako? Kako ste rekli? Brinjevka. Brinjevka, ja. Ptica. Ja. No, s ptico, z brinjevko in ostalimi, upajmo, vse živalske vrste bodo prišle nazaj. Tako da, ja, z naravo, vse so del narave in tako bodo tudi živalske vrste prišle, če bomo uspešni pri sanaciji. Hvala lepa za te besede. Če bomo mi prijazni do narave, bo narava prijazna do nas. Drevesa, ki jih bomo tudi z vašo pomočjo, spoštovane gledalke in gledalci, poslušalke in poslušalci, posadili na pogoriščih, bodo svojo starost dosegla čez mnogo let. Nekatera bodo na Krasu rasla še 100 let potem, ko nas že dolgo ne bo več. In tudi zato danes prepevamo in govorimo o pomenu narave za človeka in za človeštvo, o naši odgovornosti, da jo zaščitimo in da jo ohranimo, ker to počnemo za vse, ki jim bomo omogočili, da bodo lahko Kras občudovali še v prihodnosti, da bodo tudi naši vnuki in pravnuki lahko doživeli čar te edinstvene pokrajine in tukaj ustvarili nepozabne spomine, da bodo popotniki lahko okušali dobrote naših kmetij in vinogradov. Predvsem pa seveda, da pomagamo naravi Krasa, da ponovno zablesti vsej svoji neprecenljivi lepoti. Nocoj nas povezuje pesem, dobrota, srčnost in zavedanje, da lahko le skupaj ustvarimo boljši svet. Oče je stopil do urarja, da mu za eno popoldne ustavi čas, da spomina obrišete prah
in pokomentirata rojstno vas. Stari urar pa odprl je predal in pogledal na dno. Tam je zableščalo okroglo srebro. Ko je tvoj oče se vrnil od Soče, ena tistih noči je bila, kot zadnjo devizo jo vrjel na mizo, ko mu karta ni šla. Potem pa jo nekdo prinesel je k meni in pozabil na njo. A na par let po veliki prvi vojni je bilo. Padajo, padajo karte po mizi, mladi fantje na Soči na diži. Padajo, padajo srca in križi, mladi fantje na Soči na diži. Artilerija di campagna se v srebru blešči. Zgodbo mi pravi o očetnjavi in gizdav molči. Kaverni dobljena, v krčmi zgubljena, ura ne govori. Komu že bije, komu še teče in komu zvoni. Mlade fantje na Soči na diži, padajo, padajo srca in križi. Mlade fantje na Soči na diži, padajo, padajo srca in križi. Mlade fantje na Soči na diži, padajo, padajo srca in križi. Mlade fantje na Soči na diži. Še enkrat pozdrav iz klicnega centra, kjer lahko z velikim veseljem, predvsem pa z veliko hvaležnostjo povemo, da smo z vami, zaradi vas, zbrali že več kot 150.000 evrov in res smo izjemno hvaležni. In tako kot je Martina rekla, očitno to drži, da je Kras vsakemu izmed nas in da smo ga pravzaprav vsi vzeli za svojega. Očitno ne glede na to, odkot prihajamo in da nam je mar, ne samo tistim, ki smo doma na Krasu, ki ga nosimo in ki ga imamo prav na posebnem mestu. Še vedno so tukaj prostovoljci, več kot 130 jih je z različnih podjetij, društev, organizacij, ki z velikim veseljem sprejemajo klice, zelo, zelo glasno je tukaj in veseli smo, da je tako. Še naprej sprejemamo vaše donacije s hvaležnostjo in naj vas že povabim, da ste z nami, če le lahko, tudi v nedeljo ob 13.25 na našem prvem programu, ko bomo še naprej v ponovitvi zbirali prav tako vaše klice, tako da se veselimo, da se bo znesek še zvišal. Toliko in kmalu se spet oglasimo.
sanjamo z odprtimi očmi in gledamo na lepe stvari. Slišimo nežne glasove, ki v mehko melodijo nas uvijajo. Slišimo nežne glasove, ki v mehko melodijo nas uvijajo. O ja, to smo tisti ljudje, ki pojemo in plešemo. O ja, to smo tisti ljudje, ki smo soncem obsijani in gledamo naprej, ki smo soncem obsijani in gledamo naprej. Ko gledamo z bližine na ta svet, če tu in tam zazdi bezprehled, če se spustimo z oblakov na hribe in gore, nas reko odpeljo sinje modro morje. Če se spustimo z oblakov na hribe in gore, nas reko odpeljo sinje modro morje. Soncem obsijani in gledamo naprej, ki smo soncem obsijani in gledamo naprej. Za nas, ki smo polni strasti, za prave duše nas nič ne skrbi. Daj, pridi z nami na pot, ki nas vodi do tja, kjer je radost in ljubezen doma. Daj, pridi z nami na pot, ki nas vodi do tja, kjer je radost in ljubezen doma. To smo tisti ljudje, ki pojmo in plešemo. To smo tisti ljudje, ki smo soncem obsijani in gledamo naprej, ki smo soncem obsijani in gledamo. Pomagajte, 3. Bravo! Ki pojemo in plešemo. To smo tisti ljudje, ki smo soncem obsijani in gledamo naprej, ki smo soncem obsijani in gledamo naprej. Tako smo hvaležni za zbranih 150 000 evrov in verjamem, da bomo v naslednjih trenutkih in tudi, ko se vidimo še enkrat, zbrali še več. Pokazali ste to solidarnost in to pravzaprav, kako imate radi Kras, kako nam je vsem mar za našo naravo, ne samo za človeka. In tukaj, oziroma
pravzaprav je to tako tesno povezano, da je nemogoče ločiti naravo in človeka. In z menoj je magistrica Arjana Suhodolnik, ki je koordinatorka projekta Skupaj za Kras. In Arjana, moram vas vprašati, glede na ta res izjemen odziv, ali ste pričakovali, da bo vsa država tako zelo in tako močno stopila skupaj za Kras? Koordinirate sicer projekt 3 občin, ki so bile najbolj prizadete v požarih. Tako je, res takšnega odziva nismo pričakovali, nenazadnje smo takoj po požaru pozornost za zahvale namenili gasilcem in Slovenija je že odprla svoje srce, tako da danes res zahvala vsem plemenitim Slovenkam in Slovencem, ljudem, ki ste podprli naša prizadevanja za obnovo pogorišča po največjem požaru v zgodovini Slovenije. In z vašo pomočjo bo zaživel projekt Zeleno srce Krasa, s katerim bomo v prihodnjih desetletjih s pomočjo Zavoda za gozdove Slovenije poskušali Krasu vrniti podobo izpred časov velikih posek, izpred časov Prve svetovne vojne, izpred velikih požarov. In ja, lahko rečem, da sem izjemno hvaležna in na tem mestu tudi zahvala vsem srčnim damam, ki so nam nekako pomagale pri zagonu projekta Skupaj za Kras in so zelo pomembne. Neja Kulpa, Neja Petek, Iva Škobrnej iz podjetja Memento, Darja Povšič iz fundacije Vrabček upanja. In prav to, Arjana, je fundacija Vrabček upanja, ki omogoča vsem nam, da pomagamo pri tej obnovi, ki bo, kot smo slišali, nenazadnje je bilo že na začetku tako emocionalno, ko je predsednik gasilskega društva spregovoril in se nam je vsem zdelo, da se je za nekaj trenutkov kar preselil v tiste zelo, zelo težke trenutke. Tako da pred nami je še veliko dela. Vi imate sploh veliko dela s koordinacijo takega projekta. Ja, ampak to je bil srčen projekt, pri katerem so pomagali slovenski glasbeniki, ki nam danes pod taktirko Big Band Nova čarajo nepozaben večer. Z nami so slovenski športniki, slovenski umetniki, modne oblikovalke, slovenski vinarji, vsi, ki so nas podprli na dražbi, ki je še odprta in ostaja odprta. Na tem mestu seveda v imenu vseh 3 občin, Miren, Kostanjevica, Renče, Vogrsko in Komen. Zahvala vsem srčnim prostovoljcem, ki so danes z nami v klicnih centrih in seveda vsem, ki boste z nami, verjamemo, ostali v naslednjih desetletjih, kajti danes se naše delo za obnovo Krasa šele začenja. Arjana, kaj je bilo vam najhuje, najtežje in kaj je tisto, kar ostaja v vašem srcu potem? Kar se nam je zgodilo vsem? Torej, lahko rečem, da kot v drugi vlogi direktorice turizma Miren Kras, ki se je na zemljevid postavil kot ena najbolj trajnostnih destinacij na svetu, nas je popolnoma izgubljena zelena kulisa in podoba, na kateri smo gradili naš turizem, pretresla in danes govorimo o povsem novih oblikah drugačnega turizma, ki pa bo, verjamem, še naprej ponujal to, o čemer smo danes govorili, to, kar Kras ponuja, in to je na prvem mestu srčnost ljudi in na tem bomo zagotovo delali prave korake in počakali, da bodo gozdovi ponovno privabili tudi živali in tudi vse to, kar je delalo to našo sanjavo stran Slovenije tako edinstveno. Hvala. In ja, to je velik korak, ki ste ga naredili vi za Kras in s tem izjemno visokim zneskom smo tako zelo, zelo hvaležni. Naj še enkrat vas povabim, da bomo skupaj tudi v nedeljo ob 13.25 na našem prvem programu in vse to, kar ste naredili in še boste in kar smo, bo znova pripeljalo zeleno kuliso, kot ste, Arjana, tako slikovito rekli, in naj to zeleno srce Krasa utripa še naprej s pomočjo vaših donacij, naj narekuje novo življenje, nov ritem še desetletja in desetletja. Bodite še naprej z nami in hvala. Beseda hvala prihaja iz srca. Do tega trenutka smo zbrali preko 150 000 evrov.
Danes smo skupaj za Kras. Tudi na Krasu ljudje radi pojejo in plešejo. A veste, to so tisti ljudje, ki so s soncem obsijani, tako kot smo slišali prej, in ja, gledajo naprej. Še enkrat za Kras, spoštovane in spoštovani gledalke in gledalci, poslušalke in poslušalci in spoštovano občinstvo tule v dvorani v Renčah. Smo tik pred koncem našega današnjega slavnostnega, bi lahko rekli, večera in dobrodelne akcije Skupaj za Kras. Naj vas še enkrat spomnimo, da ponovitev oddaje s še vedno odprto možnostjo donacij si boste torej lahko gledali v nedeljo, 2. oktobra 13.25, prvi program Televizije Slovenija in vse do takrat tudi pošiljali svoje SMS-e na 1919, Kras 5 ali Kras 10, skupaj napisano, in sodelovali na dražbi. In danes smo tako lahko vsaj prek zaslonov obiskali podobe pogorišča in iskali tudi prve drobne zelene poganke, ki nakazujejo ponovno življenje na nekoč spet zelenem Krasu. Danes smo skupaj, da Kras ponovno zaživi, da se bodo lahko domov vrnile živali in da se bomo vedno znova na Kras vračali tudi mi. Morda poleti v objem dišeče sivke ali občudovati ruj, ki jeseni naravo spremeni v pisano paleto najrazličnejših barvnih odtenkov. In hodili bomo prisluškovati petju ptic in zvoku belega kamna, okrog katerega se ovija slikovita kraška burja. In na Krasu se bomo spet srečali ljudje. Da občutimo domačnost in odprtost domačinov, njihovo trmo, ki jim je pomagala preživeti toliko težkih preizkušenj in kar je še bolj pomembno, vztrajati. Predvsem pa njihovo mehko srce in pregovorno gostoljubje. Vse to povzema namen nocojšnjega večera. Skupaj smo bili za vse, za drevesa, za živali in za ljudi, za živo rast in za lepoto. Naj gorijo srca, ne narava, to je sporočilo, ki ga nocoj pošiljamo v svet. In tako združeni v tej želji skupaj z vsemi nastopajočimi samo še kličemo Hvala in lahko noč. Svetlobo že poznam, med vrtovi takrat. Če hočeš ti priznam, vedel sem za vsak tvoj korak. Dnevi so prešteti in loki so že napeti. Mogoče jutri oko bo že zrlo, drugačno ne bo. O ja, o ne, ali me slišiš, odprimi vrata takoj, večer je vroč, odpri srce takoj, zemlja je ista nocoj. Brezke so v cvetju, sedaj je pravi čas, ko naju več ne bo, kdo bo objemal tvoje telo. O ja, o ne, ali me slišiš, odprimi vrata takoj, večer je vroč, odpri srce
takoj, večer je vroč, odpri srce takoj, zemlja je ista nocoj, odpri mi vrata takoj, večer je vroč, odpri srce takoj.